Koroški športnik leta 2014. Dober večer. En dober večer v sneženem in športnem duhu. Šport je dobrina in vrednota slovenskega naroda. Lahko smo ponosni, da kot športniki živimo pošteno in zdravo, z velikim pogumom in drznostjo ter neizmerno močjo premagujemo vse ovire, ki so na poti do uspeha in zmagujemo, tako je zapisal Bogdan Gabrovec, dolgoletni predsednik Judo zveze Slovenije in novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Sicer pa šport je lahko tudi harmonija, je zdravje, je odvisnost, je sprostitev, je hrana za dušo in hrana za možgane. In je nocoj razlog za praznovanje. Zato, spoštovane dame in gospodje, dajmo v začetku en aplavz vsem športnim dušam. Nocoj bomo podelili priznanja najboljšim koroškim športnikom in športnicam Koroške v letu 2014, ki ste jih s svojimi glasovi izbrali in potrdili poslušalci Koroškega radia, bralci športne revije Karizma in športni novinarji. Tokrat so komisijo sestavljali Bojan Breznik, urednik športnega glasila Karizma, Željko Kljajič, športni novinar Koroškega radia, Ivo Mlakar, športni novinar Koroškega radia, Bojan Kus, predstavnik Športne zveze Radlje in Viktor Sušec, predstavnik Športne zveze Slovengradec. Sicer pa, kot veste, ta večer ne more in ne bo minil brez glasbe, ki pa jo športniki brez dvoma zelo potrebujejo za motivacijo, za energijo, za spodbudo. In z nami na odru, na tem stolu, ki ni zame, Ditka. Nesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, zjutraj pod oknom pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupanje želje, če tudi so smešne. Na pravico zbiraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Na pravico zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo, postaje in vlaki.
ni nekaj, kar pride naproti. Se sreča ni nekaj, kar pride naproti. Hvala lepa. Koroški športnik leta 2014. V izboru akcije Koroški športnik leta 2014 je bilo 150 športnikov v dveh konkurencah, absolutni ter mladinski oziroma perspektivni. V radijskem etru je pri glasovanju sodelovalo nekaj manj kot 100 poslušalcev, na uredništvu revije pa je prispelo 3600 spletnih glasov, dodatno pa je izbor športnikov opravila še 5-članska strokovna komisija. Zares hvale vredna pozornost našim športnikom. Zdaj pa na oder vabim župana občine Ravne, dr. Tomaža Rožena, za pozdrav. Spoštovani športniki, spoštovane športnice, športni funkcionarji, spoštovani starši, dobrodošli na Ravnah na prireditvi Športnik leta. Ponosni smo, da letos na Ravnah gostimo to športno prireditev, namenjeno vsem priznanim športnikom in pa seveda tudi najbolj perspektivnim športnikom naše koroške regije. Šport je izjemno pomemben in danes ste zbrani so tu tisti športniki in športnice, ki ste najboljši med nami, zato vam seveda vsem naprej čestitam. Posebej čestitam bodočim prejemnikom teh priznanj. Zavedamo se, oziroma tudi vi se lahko zavedate, da v svojih športnih tekmovanjih ne predstavljate le sebe, ampak predstavljate tudi Koroško, predstavljate svojo občino, zato ste na nek način naši reprezentanti. Najboljši med vami pa so predstavljate tudi našo državo, Republiko Slovenijo, zato se vam vsem iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem pa se tudi vsem, ki vam pomagajo, da poleg vas, ki disciplinirano trenirate, ki veliko žrtvujete, zato da ste najboljši v vaši disciplini. Zahvaljujem se tudi vašim staršem, ki posebej pomagate mladim športnikom in pa lahko rečem, da bomo vsi, ki imamo možnost, še naprej stali ob strani športu ter vam pomagali, da boste še naprej uspešni in dobri. Zato vam želim vse dobro, želim vam seveda uspešne treninge, uspešne tekmovanja, čim manj poškodb in da nas boste še naprej tako dobro zastopali kot sedaj. In še enkrat, kot rečeno, dobrodošli na Ravnah in upam, da bo ena krasna, zabavna prireditev danes na Ravnah. Hvala. Hvala lepa, gospodu županu. Ste vedeli, da se beseda šport prvič pojavi seveda v angleškem jeziku, ampak že daleč nazaj v 17. stoletju. In izvira iz besede disportare, kar zanimivo pomeni razvedriti, zabavati se in tudi odnesti proč ali pa oditi iz dela. No, več kot zanimivo športno pot pa imajo nocoj naši podeljevalci. Prvi ta večer. Bil je prvi profesionalni trener v plavalnem klubu Fužinar leta 1977, ko so se pričeli prvi veliki uspehi ravenskega plavanja. Tega leta je namreč Maja Rodič osvojila prvi članski jugoslovanski naslov prvakinje. Leta 1978 prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. Leta 1979 je Miran Kos postal drugi Fužinarjev plavalec z naslovom jugoslovanskega prvaka. Bil je trener takratne izjemno uspešne Fužinarjeve generacije. Maja Rodič, Miran Kos, Tomaž Rodič, Andreja Cesnik, Erika Stovinc, Marta Kos, Darja Kop in ostalih. Še danes je trener mlajših plavalcev Fužinarja. Dame in gospodje, z nami je Henrik Medvešek Heinz. Gospod Medvešek, en lep dober večer, jaz bi vas pa kar na oder povabila.
Pozdravljeni, živijo. Kako ste? Dobro? Dobro, čakajte, pogledaj, če... Ja, je, v redu je že. Vse. Ja. Plavanje... A veste, zdaj sem se spomnila, da mi je nekdo zadnjič rekel, da je potapljanje na dah, a se kaj ukvarjate tudi s tem? Potapljanje na dah? Ste kdaj probali to? Sem. Ste? Da je to najboljša joga in meditacija pod vodo, človek pod vodo. Kaj rečete? Jaz se nisem zaradi meditacije potapljal, pač pa za ribami sem se hodil. Vaš ta lovski nagon, ne? Ne, podvodni ribolov sem bil. No, pa še kaj greste pod vodo? Ja, še grem, še. No, probajte zdaj to Pa meditacijo. ne do 100 metrov, ne. Ne. Dobro, v redu, koliko je? Ampak zdaj pa zares. V marsičem se je razlikovalo plavanje verjetno leta 1977, ko ste pričeli s profesionalnimi treningi. V čem je do danes največja sprememba, ki jo opazite? Ali sploh? Pravzaprav ni spremembe. Spremembe so v tehniki pa v metodah treniranja, drugače pa sam ambient je bila voda, bazen. Trenirali smo ravno tak vsak dan, 5-krat, 6-krat na teden, tudi 2-krat dnevno, tele najboljše, ko ste jih prej omenjali. Ja. Tak da... So bili časi drugačni kot Že danes? takrat so morali garati. Časi so bili drugačni, namreč danes otroke, plavalce vozijo na trening starši, pa s treninga takrat se je hodilo peš. Peš, ne? Ja. Dajte peš hoditi. Dobro. Gospod Medvešek, podelili boste priznanja najboljšim perspektivnim športnikom na 15., 14. in 13. mestu ter 5. mesto med najboljšimi. Sva pripravljena? Sva. Na 15. mestu, lahko odložite, zdaj se ne matrajte s tem. Na 15. mestu perspektivnih športnikov po glasovanju v akciji Koroški športnik leta 2014 se je letos ustavil Vinko Prevolšek, judoist. Vinko Prevolšek je član judokluba Akron Slovengradec in je državni prvak med mlajšimi kadeti v kategoriji do 42 kg. V preteklem letu je v svoji kategoriji zmagal na pokalu Lendave, pokalu Ljutomera, Paljevem memorialu, turnirju Zavarovalnica Maribor Koroška Open in novoletnem turnirju. In vsi ti uspehi so mu prinesli naslov najboljšega mladega kadeta v Sloveniji leta 2014. Bravo! Ne bom te nič mučila, ne boj se. Ziher te je bilo tega najbolj strah. Jaz sem nam nekaj vprašala. Ne bom. Na 14. mestu med perspektivnimi športniki je Asja Kotnik, športna gimnastika. Asja Kotnik je članica športnega društva Partizan Ravne in je državna prvakinja v skokih z malo prožno ponjavo med mlajšimi deklicami. Poleg tega je zmagala na prvi in na tretji tekmi slovenskega pokala in na koncu zmagala v končni razvrstitvi slovenskega pokala v konkurenci mlajših deklic. Prvo mesto je osvojila tudi na 19. odprtem prvenstvu Renč v skokih z malo prožno ponjavo in med kadetinjami na 33. memorialu Cirila Hočevarja v Mariboru v akrobatiki. Na državnem prvenstvu v akrobatiki je osvojila 3. mesto. Bravo, Asja. Zdaj lahko samo kimaš. A res delaš salte? A res špago pa vse to? Vsi so mi že mlajše punce rekle, a veš, una Asja, veš, kaj ona dela? Meni odlično, čestitke. 13. mesto pripada perspektivnemu športniku športnega plezanja, ki je izrazito gibalni šport in je po tej plati najbližje plesu, baletu in ritmični gimnastiki. Zan Sudar Lovenjak. Zan Sudar Lovenjak je član slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju in od lanskega poletja trenira pri trenerju Gorazdu Hrenu v šaleškem alpinističnem odseku Velenje. Na Evropskem mladinskem prvenstvu v balvanskem plezanju je v italijanskem Arku osvojil 7. mesto.
Na mladinskem evropskem pokalu v balvanskem plezanju v Franciji je osvojil 15. mesto. V skupnem seštevku državnega prvenstva med kadeti je osvojil 4. mesto v balvanskem plezanju in 6. mesto v težavnostnem plezanju. Čestitke. Seveda bomo Zanu lepo posredovali to njegovo priznanje. Ne vem, mogoče ga je pa zamedlo. Škoda, da ga ni med nami. Hvala lepa obema in še enkrat čestitke. Ne še. Je res hudo. Tako, zdaj pa 5. mesto najboljših koroških športnikov in športnic. Peto mesto, kot vidimo in kot vemo, pripada športnici, namiznoteniški igralki Manci Fajmut. Manca Fajmut je članica namiznoteniškega kluba Fužinar Interdiskont in je v zadnjih 2 letih članska državna prvakinja pri posameznicah in zaseda prvo mesto na slovenski jakostni članski lestvici. V lanskem letu je osvojila zmage na turnirjih Top 8 in odprtih turnirjih, z ekipo Interdiskonta je ponovno osvojila naslov ekipnih državnih prvakinj in naslov pokalnih prvakinj. Nastopila je tudi na svetovnem prvenstvu v Tokiu, kjer je ženska ekipa osvojila 29. mesto in dosegla cilj z obstankom v drugi diviziji. Bravo, Manci Fajmut, ki kot vidim je nocoj ni, ampak mislim, da prihaja ata. Tako je, dajmo en aplavz še za očeta. Dober večer. Boste vi prejeli, vendarle so starši velikokrat zelo zaslužni. Če bi bila Manca, tu bi jo zdaj vprašala, kar velika punca je večja od vas? Za centimeter. Za centimeter. Ki pukla sta. Ne bi te mize malo dvignili, pa ne gre to, ne gre. A ima ki žuljek, da je včasih? Mislim, da ima. Da ima, ne? Kje pa je Manca nocoj? Vozi se z Mađarske. Vozi se z Mađarske. Kakaj je pa cesta? Tam ni bil sneg. Aha, v redu. Še enkrat čestitke in hvala lepa, Manca Fajmut in njen oče. Gospod Medvešek, rešim vas skoraj, da nocoj enkrat vas še povabim na oder. Hvala lepa. Ostajamo visoko med pogumnimi in nadarjenimi tudi v glasbi. Skusil se je v šovu talentov in pustil močan pečat. Vsej med dekleti, pa tudi med fanti. Anej Piletič. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? 'Cause darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart is still full as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. 'Cause honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. 'Cause maybe we found love right where we are. When my hair's over gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the song the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile is forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's a part of a plan. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am the baby now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. And baby, we found love right where we are. And we found love right where we are. Hvala. Koroški športnik leta 2014. Ste že slišali, da kdor se redno smeji in dosti giblje, si zdravje zagotovi? Ni slabo. En del, ta prvi, meni osebno recimo gre dobro, od drug drugi, dobro. Ampak to zdaj ni pomembno, oboje treba združiti, to vedo športniki. Nadaljujemo po poti navzgor. Bil je kapetan jugoslovanske odbojkarske reprezentance, osvojil je 2 zlati medalji na sredozemskih igrah, bil je eden najboljših odbojkarjev na svetu tistega časa. Nastopil je na 3 svetovnih prvenstvih, leta 1962 v Moskvi, leta 1966 v Pragi in 4 leta kasneje v Sofiji. Kasneje je bil dolgoletni trener in tudi trener ženske odbojkarske reprezentance v sedeči odbojki, ki je osvojila številne medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih ter nastopila na 2 paraolimpijskih igrah. Dame in gospodje, gospod Adolf Urnaut. Dober večer tudi vam. Pozdravljeni.
Izvolite eno orodje, ki ga niste mogoče najbolj navajeni, vi tudi, ali pač. Dajte ga tako. Se bomo navadili, A se ja veste kako, če bi pa meni zdaj dali žogo, pa no, vse bi šlo, ampak vam dosti bolje, ja. Kako ste nocoj dobro? Odlično. Ne dobro, odlično. Odlično ste. Vam pa povem, zakaj sem odličen. No, da slišim. Zato, ker ko sem prišel v dvorano, sem se vsedel dol in sem začel razmišljati in se spomnil, da sem več kot pa pred 55 leti na tem istem odru stal ob Cerarju, Danevo in vseh tistih mojih kolegov takrat. In je bila športna prireditev najboljši športnik Slovenije in sem jaz takrat tudi zraven bil. Kot pevce je pa pojavil takrat mali Ciganček, Oto Pestner. Prvič je nastopil. Prvič je nastopil na javni prireditvi in to mi je ostalo v spominu. Bravo, gospod Urnau, čestitke. Ja, to so bili pa res časi. Ampak veste, dobro, zdaj recimo iz malenkost mlajše generacije moje, kot vaše, pravijo ženske, da odbojkarji so pa res lepi fantje. To se nadaljuje, ne? Mislim, že takrat bilo tako. Je bilo, ampak je še bolj poznano, da so odbojkašice najlepše športnice na svetu. A res? Ja. Zato ste jo vi vzeli. Dobro, čakajte si, da pogledam, kaj sem vam pripravila. Kaj iz tistih, zdaj ste v pokoju? Penziji ste, ja. Iz tistih časov blazne aktivnosti in energije in vsega, verjamem, da še vedno imate, pogrešate. Kaj najbolj pogrešate? Nič. Dost imate tistega, naj gre. Jaz mostoje za sabo ne podiram, spomnim se rad za nazaj, ampak mislim, da smo mi takrat tudi bili zelo, zelo aktivni. Jaz sem tekel z Bavčem, Mirkotom, Robačem je bil, rokomet sem igral, odbojko sem igral, plaval sem z Medvešek, da smo se vsega javili. Vse posod smo bili. Doma niste bili kaj pol, ne? Dosti, zelo malo. Še danes me ni bilo. Še danes ne? Ne. V redu. Gospod Urnau, podelili boste spet 3 perspektivnim športnikom in enemu v absolutni konkurenci. Kar štartava. Na 12. mestu med perspektivnimi športniki se je ustavila plavalka Mojca Hancman. Mojca Hancman je članica plavalnega kluba Fužinar. Na zimskem državnem prvenstvu za dečke in deklice je bila 6 osvojenimi prvimi mesti najboljša tekmovalka državnega prvenstva. Na letnem državnem prvenstvu je ponovila vajo in je s 5 prvimi mesti in z 1 drugim mestom postala prav tako najboljša posameznica državnega prvenstva. Nastopila je na številnih domačih in mednarodnih tekmovanjih: Salzburg, Split, Ljubljana, Maribor, kjer je osvojila številne stopničke, če omenimo le mednarodni turnir 22. april v Banja Luki, kjer je osvojila 5 prvih mest in 1 tretje mesto. Bravo. Hvala. Mojca, ki ima nocoj suhe lase, za spremembo. Pogrešaš vodo ta večer? Sem že bila na treningu. Ok, dobro. Hvala lepa, Mojca Hancman. Gremo naprej. V antični Grčiji je beseda atletika pomenila najprej skupek vseh olimpijskih športov. Na 11. mestu se z dosežki v atletiki predstavlja Tina Česnik. Tina Česnik je doma s Prevalj in je od lanskega oktobra članica atletskega kluba Velenje. V preteklem letu je osvojila naslov državne pionirske prvakinje U16 v teku na 2000 metrov in postala je tudi državna prvakinja v cestnih tekih na 10 km pri mlajših mladinkah. V teku na 1500 metrov je osvojila 2. mesto na državnem prvenstvu za starejše mladinke v Mariboru in 3. mesto pri mlajših mladinkah na državnem prvenstvu na Ptuju. Postala je tudi državna prvakinja v krosu za osnovne šole v teku na 1000 metrov, na ljubljanskem maratonu v teku na 10 km je osvojila 2. mesto v absolutni konkurenci.
Bravo, Tina. Nič, Korošci smo zelo vodni ljudje. Na 10. mesto je priplaval perspektivni športnik Lovro Knez. Lovro Knez je član plavalnega kluba Fužinar in je v lanskem letu na zimskem državnem prvenstvu v kratkih bazenih v Mariboru postal 6-krat državni prvak v disciplinah 50 prsno, 50 prosto, 50 delfin, 100 prsno in 200 prsno ter 200 mešano in je bil tretji na 200 metrov prosto in četrti na 400 metrov prosto. Na letnem državnem prvenstvu v Brestanici pri Krškem je postal državni prvak v disciplinah 50, 100 in 200 metrov prsno ter 200 metrov mešano ter drugi na 100 metrov prosto in četrti na 50 in 200 prosto. Novembra in decembra je odplaval kar 5 državnih rekordov v kategoriji mlajših dečkov in sicer v disciplinah 50, 100 in 200 prsno. Bravo, Lovro. A ni škoda, da imajo plavalci kape? Poglejte ga, kako je lušen nocoj. Pa kaj pa tam v roki držal en kup medalj? Sendvič. Ja. Imaš rad sendviče ti? Ja, najbolj pa šunko. Šunko? Ja. A ne pariška sirmurke? Ne. To je bilo včasih, zgleda. Hvala lepa vsem trem in čestitke še enkrat. Ja, gospod Urnavt, še ostajate tukaj, ker moramo eno to veliko zadevo predati. Ne? 4. mesto v absolutni konkurenci, poglejmo video. Aha, lahko zaploskamo. Ste nori, kaj je to?
Za res naporna veja športa, ki zahteva v mnogih pogledih čudno vzdržljivost in marsikaj nadčloveškega. Xterra triatlon, 4. mesto, koroški športnik leta 2014 je Janez Klančnik. Janez Klančnik prihaja iz Slovenj Gradca, sedaj živi v Ljubljani in je eno največjih športnih presenečenj preteklega leta. Na Ironmanu v Celovcu se mu je uspelo z 2. mestom v kategoriji M25 uvrstiti na havajski Ironman. 2 meseca kasneje pa še v Xterri na Češkem s 3. mestom na svetovno prvenstvo v Xterri na Havaje. Na Havajih je na Ironmanu dosegel 23. mesto v kategoriji od 25 do 29 let, kar je bil najboljši dosežek od vseh Slovencev. Nato pa je še na svetovnem prvenstvu v Xterri osvojil 8. mesto. V skupnem seštevku Ironman in Xterre je Janez Klančnik osvojil naslov amaterskega svetovnega prvaka pred Nemcem Danielom Mannweilerjem in Američanom Stefanom Kuserelisom. Poleg teh uspehov je treba omeniti še naslov absolutnega državnega prvaka v cross triatlonu in absolutno prvo mesto na Half Iron Logarska dolina. Janez, a lahko tikam? Po mojem, Ja, seveda. Ja. Eno tako tipično slovensko ime. Ampak, ko greš pa v svet, ne, pa ni tak tipičen slovenski Janez. Ja, v tujini sem bolj Janez. Okay, pa tudi sicer. Mislim, Janez, to je pa res ena, ne, gospod Turnev, ko sva gledala, tu sem slišala, res, ne? Kako? Kje si našel ta šport? Odvisno, kako Xterra? pogledaš. Ja. Na videu ste lahko videli, da zna biti tudi kar zabavno. Še posebej takrat, ko vas je milijon v vodi, ali pa a se kaj lopnete po glavi? Pa Ja, kar dobiš kak udarec. Ja. Treba kar paziti. mučenje, bi človek rekel, ko gleda, ni to. Pa, kaj povem, če bi recimo Damirja vprašali, a je težko preplavati 4 km, bi po mojem rekel ne, on to dela vsak dan. Potem na kolesu itak samo jemo pa pijemo, da imamo potem energijo še za tek, na teku pa je raztekel cilj in je to. Jane, še enkrat čestitke in zdaj naprej, kam gre pot? Pravzaprav še ne vem čisto točno. Najprej sem poskušal čim bolj spočiti, pa potem spet začeti znova. Ok, te se spoči, Janez. Ljubi Bog. Hvala lepa in še enkrat čestitke. Janez Klančnik. Hvala lepa tudi gospodu Urnautu. Pravi, da zelo rada športa tudi tako zase, bolj kot ne, da veliko teče in pa zdaj smuča, sploh od danes naprej, ne, jutri bo gužva na smučiščih. Dajmo jo še enkrat slišati, Ditka. No, tokrat pa ena bolj živahna pesem, to je pa napisal Tone Pavček. Uglasbil je prav tako moj ata Gorazd. Dober dan, življenje je naslov. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v to vekam. Skozi solzenja, svetenje, zorenja, na severni in na južni tečaj, v dolino solz in na goro sajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v to vekam. Skozi solzenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, v dolino solz in na goro sajenja in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in do
dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, dar in svetost. Dober dan, življenje, silno in milo kot na praznik prihaja tvoj hram. In ti še petam na uho besedilo zaljubljeni, rada te imam. Dober dan. Življenje je veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan. In ti ponujam roko za srečno skupno vandranje v to vekal. Skozi sozanja, svetenje, zorenja, na severni in na južni tečaj. Dolino solsi, na goro sajenja, izvira znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, dar in svetost. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan. Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, dar in svetost. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan. Dober dan. Hvala lepa. Koroški športnik leta 2014. Gospod Heinz, a pridete prosim na oder? Dajte mu zaploskati. Zdaj sem si vas drznila poklicati po vašem nadimku. Od kdaj vas tako kličejo? Henrik Medvešek Heinz. Ki... Heinz je pseudonim. Ja, ampak kdo si je to zmislil? Do, Hitler. Ja, A ja, to je isto kot za Janeze, Ja, jaz sem Hanzi, pa to je to. Jaz sem se rodil 41. leta. Ja. In takrat... So že takrat Heinz. Heinz se dere, Heinz je pokakan. Tako. Dajte še pomagati, oziroma v čast, ne, vam verjetno in tudi vsem, ki pridejo in jim vi podelite plakete in priznanja. Mimogrede, plakete, ki so unikat in so jih, ter jih še bodo prejemali naši športniki in športnice, je vsako leto do zdaj izdelal velik prijatelj športa, gospod Drago Winkler, ki pa je žal lansko leto preminil. Eno od vodil športa, ki se mu reče judo, je na primer bodi pogumen in naredi to, kar je prav. 9. mesto za perspektivne športnike je zasedla judoistka Nuša Perovnik iz Libelič. Nuša Perovnik je članica judo kluba Akron Slovengradec in je državna prvakinja med starejšimi deklicami v kategoriji do 48 kg. Prva mesta v svoji kategoriji je osvajala na pokalu Novega mesta, pokalu Oplotnice, pokalu Beltincev, pokalu Guštan, mednarodnem turnirju zavarovalnica Maribor Koroška Open, kupu Samobora in memorialu Mario Zebič. Vsi ti uspehi so ji prinesli priznanje za naslov najboljše starejše deklice leta 2014. Nuša. Je bilo rečeno, da ta večer iz Libelič pride v bistvu skoraj avtobus navijačev. A je to res? To sem želela. Bravo. Mlada, uspešna športnica.
Namizni tenis je na Ravnah prisoten že desetletja. Uspehi pa so seveda stalnica. In v tej dvorani nocoj tudi nekaj starost tega športa, med drugim gospod Jamšek, dober večer, pa gospod Bavče, dober večer, pa še kdo, ne? Zato je na 8. mestu perspektivni športnik Tilen Cvetko. Tilen Cvetko je doma z Mute, član namiznoteniškega kluba Krka Novo mesto in je kar 4-kratni državni prvak. In sicer v dvojicah pri kadetih so igralcem Petrom Hribarjem, v mešanih dvojicah so igralko Niko Naglič in 2-kratni ekipni državni prvak s kadetsko in mladinsko ekipo NTK Krke. Poleg tega je osvojil še srebrno in bronasto medaljo na državnih prvenstvih. Zelo uspešno je nastopil na mladinskem evropskem prvenstvu v Italiji, kjer sta s Petrom Hribarjem v moških dvojicah osvojila 5. do 8. mesto in v posamični konkurenci je osvojil 14. mesto med kadeti. Bravo, Tilen. Zdaj pa tako, Tilnu moramo letos predati v last še lansko plaketo, tako da, gospod Medvešek, še ena. In še enkrat aplavz. Bravo, Tilen. 7. mesto med obetajočimi športniki pripada atletu Tinetu Glaviču. Tine Glavič je član atletskega kluba Slovengradec in je kot mlajši mladinec v letu 2014 osvojil 4 naslove državnega prvaka. V krosu 5000 metrov, v dolgih tekih 10 000 metrov, 1500 metrov in na 3000 metrov. Prvo mesto je osvojil še na mednarodnem mitingu v Bratislavi na 800 metrov, na mednarodnem atletskem mitingu Spikes Challenge na 3000 metrov, drugo mesto na prvenstvu Slovenije v dvorani, v krožnih tekih na 3000 metrov na Dunaju ter drugo mesto na atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladince na 800 metrov v Ljubljani, kjer je tekel tudi v štafeti 4x300 metrov, ki je končala na 3. mestu. Osvojil je 3. mesto na srednješolskem državnem prvenstvu na 2000 metrov. Sodeloval je v slovenski reprezentanci mlajših mladincev na mednarodnem reprezentančnem Brixia mitingu v Italiji ter na mednarodnem mladinskem peteroboju reprezentanc na 5000 metrov v Slovengradcu. Tine Glavič. Čestitke, Tine. Bravo. To so torej mladi obetajoči upi Koroške. Hvala še enkrat vsem, lahko sedete. Ne še. Pa kaj je tako hudo? A je grozno tu zraven mene stati? Ni slabo. Fajn se počuti. Dobro. In že smo pri bronasti barvi in 3. mestu med najboljšimi športniki na Koroškem. Alongside to the shore, looking for the more magnificent type of action, starting with the women's 1500 freestyle. Kopás Boglárka tehát a 3-as pályán alulról a harmadikon. 16.02.58, ez az országos csúcs, ez tavaly a világbajnokság előfutamában húzta Kapás Boglárka 3.14.15, az ideje 300 méternél. Ez mintegy 1 másodperccel jobb, mint a délelőtt húzott idő. Akkor tavaly a világbajnokságon országos csúcsot húzott, akkor 300 méternél 3.11.25 volt, tehát el, mint 3 másodperccel lassabban felkészülve erre.
4-13. Ella ha hecho 4-7 y luego 4-13, que no es doblar, que es un parcial bastante más amplio. Ja. Tretje mesto, Tjaša Oder. Čestitke Tjaši, ki je nocoj ni z nami, ampak vseeno nekdo pride na oder k nam. Dajmo še enkrat zaploskati. Plavalnega kluba Fužiner in trenutno trenira in študira na univerzi v Tuskanu v Arizoni. Na Evropskem prvenstvu v Berlinu je zablestela z 2 absolutnima državnima rekordoma na 800 metrov in na 1500 metrov prosto. V najdaljši razdalji je dosegla izjemno 4. mesto, na 800 metrov pa je v finalu osvojila 8. mesto. Bravo, še enkrat Tjaša Oder. To sicer ni Tjaša, ampak je mama, ne? Mama, ja. Mama Oder. Pridite naprej. Kako ste vi, dobro? Gre, ja. Kam ste jo zdaj poslali? Kam ste jo dali? Ona v Ameriki, v Arizoni, študira, plava za univerzo v Tucsonu. Uspešna, pridna. Pogrešate jo fejst? Zelo. Ja, saj vem. Je opasno to? Ne? Začela borbena, to so res hudi treningi. Ona je zelo vztrajna, to dela z dušo. A veste, kaj sem opazila kot ženska? Kako je urejena ona? Ona je zelo rada urejena, lepa. To ženske vidimo, pa vem, da tudi moški. Ja. To je lepo in prav. Lepo jo pozdravite. Sicer pa je sodelavec novinar Marko Vrečič jo poklical v Arizono in jo malo sprašal. Tjaša Oder je ponovno osvojila 3. mesto v akciji Koroški športnik leta. Opažena je bila zaradi odličnega rezultata na Evropskem prvenstvu, malo je zmanjkalo za medaljo in eno 8. mesto. Poklicali smo jo v Tucson v Združenih državah Amerike, kjer ta čas trenira in študira. Tjaša, kaj ti ta rezultata pomenita? Ja, pač to je moj najboljši rezultat zdaj v članski konkurenci, zato sem zelo zadovoljna. Daje mi neko upanje za naprej, da lahko dosežem še več in dosežem vse moje cilje, ki sem si jih zadala v prihodnosti. Kakšne tekme imaš zdaj v Ameriki in kako ti gre? Drugač pa moja forma sedaj je kar dobra, sem v polnem treningu, čakajo me kar nekaj trening tekem zdaj v prihodnjih 14 dneh, tako da bomo videli, kako bo to pokazalo. Ali si se že navadila na ameriške dolžinske mere? Bolj se počutim v metrskem bazenu, bolj se počutim, ko plavam v 50-metrskem olimpijskem bazenu doma, ampak sem se sprijaznila tukaj z Jardi, sicer me še malo matrajo obrati. Pa še tole nam pove, kakšni so načrti za letos, ali greš na svetovno prvenstvo v Rusijo? Takoj, ko pridem domov, grem z reprezentanco ali z klubom, saj točno ne vem, na višinske priprave, tam se bomo pripravljali za svetovno prvenstvo, kjer upam, da bom dosegla čim boljše mesto in čim boljši rezultat. Hvala lepa. Hvala lepa tudi mami in hvala lepa, gospod Medveček. Heinz. Všeč mi je. Okay. Ja, nič, dajmo si spet spočiti. Anej Piletič. Simmer down, you say we're too young now to amount to anything else. But look around, we work too damn hard for this, just to give it up now. If you don't swim, you'll drown, but don't move, honey. You look so perfect standing there in my American Apparel underwear. And I know now that I'm so down. Your lipstick stain is a work of art. I got your name tattooed in an air heart. And I know now that I'm so down. Yeah, 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 yeah.
let's get out. Cause this deadbeat town's only here to keep us down. Well, I was out, found myself alone just thinking about if I showed up with a plane ticket and a shiny diamond ring with your name on it, would you wanna run away too? Cause all I really want is you look so perfect standing there in my American Apparel underwear. And I know now that I'm so down. Your lipstick stain is a work of art. I got your name tattooed in an arrow heart. And I know now that I'm so down. Yeah, 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 yeah. You look so perfect standing there in my American Apparel underwear. And I know now that I'm so down. Yeah, 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 yeah. Hvala. Koroški športnik leta 2014. In če sem že rekla, gospod Rožen, povabljeni na oder. Na katerem mestu je šport pri vas doma ali pa pri vas osebno? Bolj odzadaj. Pošteno. Ampak ni pa čist nedolžno, ne? Karate je bil včasih vendarle na vašem urniku. Ja, bolj rekreativno sem se seveda v svojih mlajših letih, torej dijaških, študentskih, ukvarjal tudi z določenimi športi, karate, šah, če kdo šteje med športom šah. A seveda. Košarka, tenis, tako da. No. Ampak zelo rekreativno. Ampak ne, vaše delo pravzaprav zahteva celega človeka in veliko energije, močnih živcev in tako naprej. Kaj si privoščite za sprostitev? Trenutno kak sprehod. Ok, na izi, počasi gremo na sprehod. Prav, gospod župan, čas je, da podelite naprej plakete priznanja. 6. mesto v perspektivni konkurenci gre na bicikel, pa ne na cesto, ampak v gore. Na njem sedi perspektivni športnik Tejo Pečnik. Teo Pečnik je član kolesarskega kluba Ravne in je državni prvak v olimpijskem krosu in zmagovalec skupnega seštevka slovenskega pokala v kategoriji U13 ter državni podprvak v eliminatorju. Ob vseh uspehih v gorskem kolesarjenju je osvojil še 2. mesto na državnem prvenstvu uličnih tekov na Ljubljanskem maratonu. Bravo, Tejo! Čestitam! Ful je grozno na odru stati, a je? Aj slika? Ja, valjda, ja, normalno. Spet čelade, pri plavalcih kape, pri vas čelade. Ja, tako pač to je, ne, ja, kaj zdaj češ. Tejo, gremo naprej? Te ne mučim? Ne. Niti ne. Ja, a pa bi želel kaj povedati. Vendarle si zelo mlad in že je zelo visoko. Veš, ne, ti skozi govorijo to. Veš, ko si ti mlad, da ne moreš to, ne moreš pa, daj hodi spat. Ko sem zaspan. Hojo? Kaj pa še, kaj počneš še ti, ko si fraj, ko nisi na kolesu, ko nisi v šoli? Ja, no, rače družim s prijatelji, pa laufam. Ali kaj, da ne športaš, recimo? Muzika? Nisem jaz take sorte. A si ne daš slušalko v šesa pa na kolo? Škoda, Ok, v redu. Bravo, Tejo, lahko daš, ja, v redu je. Moram dodati še kakšno mantro iz Juda. Bodi iskren in govori, kot res misliš. 5. mesto med zelo obetajočimi športnicami in športniki gre judoistki Tanji Anželak. Tanja Anželak je članica judo kluba Ravne.
Je dvakratna državna prvakinja, tako med mlajšimi kadetinjami in kadetinjami v kategoriji do 57 kg, ter je tudi srednješolska državna prvakinja. Na mednarodnem prizorišču je osvojila 5. mesto v harnesu v Franciji, poleg tega se je udeležila kadetskega evropskega pokala v Zagrebu ter v Čeških Teplicah, zmagala na mednarodnem turnirju v Nikšiću, kar so le nekateri najpomembnejši njeni dosežki v preteklem letu, ko je osvojila še številne medalje na slovenskih turnirjih. Bravo. Čestitke. Tanja, zelo resna punca, ampak judoisti ste nasploh tako zelo disciplinirani, resno, spoštljivi, urejeni, veste, kje je mesto stvarem in ljudem. Je to, ne? Je nekak tak, ja, sam se znamo imeti tudi ful fajn. A ne, ja, normalno, da se sprostiš. No in kako se ti sproščaš, kaj počneš, ko si fraj? Družim se s prijatelji, poslušam glasbo, gledam kak film. A tudi slušalke v uhe, ne? Tudi ja. Tudi ja. Povej mu, da to ni slabo. Ok, Tanja, še enkrat čestitke, mi pa gremo na 4. mesto. Plavalka, plavate. 4. mesto gre mladi plavalki Jani Jamšek. Janja Jamšek je članica plavalnega kluba Fužinar in je na odprtem državnem prvenstvu za člane, mladince in kadete osvojila naslov absolutne državne prvakinje na 200 metrov hrbtno, 3-krat 2. mesto in 2-krat 3. mesto med kadetinjami. Na mednarodnih tekmovanjih je na Srbija Grand Prix v Zrenjaninu osvojila 3 prva mesta. Na 100-metrski razdalji hrbtno podrla 21 let star državni kadetski rekord, nov kadetski rekord je na istem tekmovanju odplavala tudi na 200 metrov hrbtno. Od številnih uspehov in medalj na mednarodnih tekmovanjih je treba omeniti že rekord štafete 4x100 metrov mešano na mladinskem mitingu v Pragi. Bravo, Janja. Čestitke. Janja, ti prihajaš iz zelo športne družine, če se ne motim. Ja. Kako so te danes lepo opremili s kravato? Ja, a te pa za ping-pong te pa niso. Ne. Te niso. Ni jim uspelo. Zakaj ne? Ker imam vodo rajš. Imaš vodo rajš. Pa drugač pa znaš? A nažgeš očeta? Ne. Dedija? Ne. Brata? Ne. Niti slučajno. Ok. Janja Jamšek. In hvala lepa vsem trem in čestitke. Ja, gospod župan, zdaj greva pa na eno zelo lepo mesto. Drugo že. Kako hitro gre, koliko je pa ura že? Torej Damir brani naslov evropskega prvaka na 50 prstov, ki ga je osvojil leta 2012 v Debrecenu na Madžarske. Tule je slovenska zastava. Dugonič je bil 7. na 100 prstov, zdaj pa brani naslov v tej disciplini. Damir je sproščen in upajmo, da bo tako tudi odplaval. Damir Dugonič, 202 cm visoko rošec v boju za svojo 10. kolajno. Na progi 6, Damir Dugonič. Ja, Damir je dobro štartal, mislim, da je bil po 15 metrih celo prvi, vsaj iz tega zornega kota je tako vidno, dobro je na poti. Za dalje povsem nemogoče še kaj napovedati, vendar kot kaže tam je Damir zelo hiter, ali lahko morda premaga celo svetovnega rekorderja včeraj, ne, ta je pokazal znova, da je najhitrejši Damir pa tretji, nova slovenska odličje in 10. njegova kolajna. 24. slovenska na evropskih prvenstvih v kratkih bazenih, tradicija se nadaljuje. Bravo, Damir! Piki je bil nepremagljiv, to je vedel. Na drugem mestu Tetenis, ki je osvojil kolajne v vseh 3 prstnih disciplinah. Na 3. mestu pa Damir Dugonič. Čas zmagovalca 27:00. Tule vidimo našega Damirja. Bronasta kolajna, 3. mesto in znova stopničke za Slovenijo. Nosil je to breme, ki
Ko ga nalagamo kar vsi skupaj, po njegovih dosedanjih rezultatih je bilo tudi realno pričakovati odličje. Piti 27-0, Teni 27-34, Damir Dugonič 27-48, za 200 je prehitev Silađija na 4. mestu, potem pa Nikolajev, Tonjato, Perez do Tona in Feldver. Kakšna tekma in kakšen dosežek Damirja Dugoniča, zagotovo bomo tele posnetke videli še veliko krat. Na progi 6 je Damir Dugonič prišel do bronaste kolajne. Ja, Damir je tokrat ob tem, da je plaval dobro, ne sicer tako vrhunsko kot lani, vendar pa veliko krat se mu igra stotink ni šla, tokrat pa na 3. mestu. Za njim so se zvrstili ostali tekmovalci in če si kdo zasluži tudi tisti kanček športne sreče, ki je sigurno pri vsakem vrhunskem rezultatu tudi potreben, je to Damir Dugonič na prvenstvu, kjer ni najbolje pripravljen, osvojil medaljo. Ne, da je plaval dobro, plaval je odlično. Dame in gospodje, na 2. mestu Damir Dugonič. Dajmo! To! Damir Dugonič je član plavalnega kluba Fužinar in je v zadnjih letih najboljši slovenski plavalec. Na Evropskem prvenstvu v Berlinu je osvojil bronasto medaljo na 50 metrov prsno, kar je njegova že 10. medalja z velikih tekmovanj. Na 100-metrski razdalji je osvojil 7. mesto. Na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Dohi je osvojil 4. mesto na 50 metrov prsno in 5. mesto na 100 metrov prsno, obakrat z 2 novima doseženima slovenskima rekordoma. Bravo. Čestitam, čestitam. Ok. Čak ti sporočen že? Neš? Ja? A tudi tako mala večja? Malo večja. Jecam se. Oprostite odbojkarji, ampak plavalci so tudi odlični. Damir, ti si šel v Ameriki? Zdaj ne. Zdaj si tu, ja, vidim, ja. Ne, a veš, kaj so mi povedali? Ja, te moram vprašati, kako se počutiš kot Šentanevčan? Ja, danes bolj slabo, ker nisem prišel do Šentanela. Ja, dobro, ne. Sem se na poti vstajal, pa sem rekel, da peš. Si šel peš, pa to je še boljš, ne? Ja, vse bo kar fajn. Je bilo fajn. Tako da, kako si drugače, dobro? Fajn, razen danes ni bilo v redu. Okay. 3 ure hodil, drugače pa ful v redu. Oprosti, ampak zdaj si mi že 2-krat rekel, da danes pa nisi ti v redu. A smo mi krivi? Veš, kakšna je danes čast, ne, je ta podelitev in izročitev, mislim, sej čast pa je tudi nam, da si z nami in da ti lahko izročimo to krasno nagrado. Ja, hvala. Pripravlja se Rusija? Ja, zdaj to sezono se pripravljam samo za svetovno prvenstvo v Rusiji. Zdaj bom treniral večinoma časa na ravnah, tako da pogoje imam super, se zato sem tudi prišel, ker imam visoke cilje in je možno samo na ravne izpeljati. Wow, pošteno. Sicer pa veš, ko tebe ni bilo, pa mama, ne, hodiš, ona ponosna, poka od ponosa. Se joka tudi. Tudi, ja. Vse. Res je srečna. In mi smo tudi srečni, da te imamo. Madonca si velik. Damir Dugonič! Hvala. Hvala lepa, gospod župan. Zdaj pa napolnimo tale oder z mlado energijo starega roka. Z nami je Adriana Kamnik. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, if you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. Take a chance on me. We can go dancing, we
we're going walking as long as we're together. Listen to some music, maybe just talking, got to know me better. Cause I know I've got so much that I wanna do. When I dream I'm in love with you, it's magic. You want me to leave it there, afraid of a love affair, but I think you know that I can't let go. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, if you're feeling down, if you're all alone, when a pretty bird said flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. Gonna put me to the test. Take a chance on me. Take a chance on me. Ba 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 ba. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna put me very best. Take a chance on me. Gonna put me to the test. Take a chance on me. Take a chance on me. Ba 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 ba. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, baby, can't you see? Gonna put me to the test. Take a chance on me. Koroški športnik leta 2014. Samo ta del še, pol pa da sneg. V zadnjem delu nocojšnje podelitve in razglasitve najboljših športnic in športnikov Koroške smo. In na oder vabim še zadnjega podeljevalca nocoj, ki je to že bil, gospod Urnavt. Vidite še malo gor. En aplavz, prosim. Kako pa vas kaj kličejo? Adi. Ok. Si sem vedela, to sem mogla vprašati. Adi. Iz Adolf, ni bilo... Ja. Pol se prejš na Hitlera misli, pa tako so kar skrajšali mi. V redu. Gospod Adi greva k tretjemu mestu med perspektivnimi športniki. To gre plavalki Jani Šegl. Janja Šegl je članica plavalnega kluba Fužinar. Na zimskem in letnem državnem prvenstvu je osvojila skupno 7 naslovov kadetske državne prvakinje. Na 200 metrov prosto je izboljšala kadetski državni rekord, je redna predstavnica slovenske kadetske reprezentance, ki je že tudi odplavala zahtevno normo za letošnjo najpomembnejšo tekmo kadetin IOF Olimpijske igre mladih, ki bodo v Tbilisiju v Gruziji konec meseca julija 2015. Največji uspeh v lanskem letu pa sta nedvomno 2 zmagi na mediteranskih igrah, Komen Cup Netanja v Izraelu, kjer je kot edina slovenska predstavnica dosegla kar 2 zmagi. Poleg tega je na mednarodnem mitingu Mladost v Zagrebu osvojila 4 prva mesta, na usmeroboju narodov v Pragi 3 prva mesta in na mednarodnem mitingu v Salzburgu prav tako 3 prva mesta. Bravo, Janja. Čestitke. Taka mlada punca, pa tako uspešna. Ampak roko na srce, Janja, veš, koliko enih številk je tu, kolega moj bere na ta tekst, nočeš ga imeti. Ja. Si se zapomniš? Ja. Ja, tam so bila tete na toliko, pa uno sem bila druga na toliko, pa ta, pa hrbno, pa uno, pa vse. Ja, normalno, ne. Mi drugi si malo teže vse te podatke zapomnimo. Je pa plavanje očitno tvoja strast v življenju. Ja, ja. Od katerega leta? Od 2. razreda. Od 2. razreda. Ja. So te zvabili, so rekli, ta Janja bi bila pa dobra. A ste bili zraven, gospod Medvešek? Ja. Pa še zdaj te spremlja. Janja, čestitke. Hvala. Drugo mesto
med perspektivnimi športniki gre športnici Zali Pečoler. Zala Pečoler je članica judo kluba Akron Slovenj Gradec in je državna prvakinja med mlajšimi kadetinjami v kategoriji do 63 kg in bronasta v isti kategoriji med kadetinjami. Prva mesta je osvajala na številnih turnirjih: pokalu Lendave, pohorskega bataljona, pokalu Dupleka, pokalu Ljutomera, novoletnem turnirju. Posebej je blestela na mednarodnem turnirju zavarovalnica Maribor Koroška Open, kjer je zmagala v kategoriji U16 in U18 in je v 2 dneh zabeležila 13 zmag brez poraza. Vsi ti uspehi so ji prinesli naslov najboljše mlade kadetinje leta 2014. Bravo, Zala! Idemo naprej. A se te fantje kaj bojijo? Jaz bi se na tvojem mestu. 13krat zaporedoma brez poraza. Ja. To je tudi verjetno utrujajoče malo zate. Fajn je. Fajn je, ne boš nehala z judom. Ne. Meni je judo zelo všeč, tudi zaradi tega, ker pravi, še eno cvetko, ampak ta zdaj zadnja, bodi spoštljiv in se lepo obnašaj. Tako boš pridobil zaupanje, lažje boš sklepal prijateljstva in tako spoznaval največje vrednote človeštva. To je judo. Čestitke, Zala. Hvala. Zdaj pa prvo mesto med perspektivnimi športniki in športnicami Koroške v letu 2014. Final climber going out. Janja Gambre. The rain is really getting heavy here now. Wasting no time getting back on track here. Even though you're tired, you always have to stay precise. And she's asking the crowd to get behind her as well. Just like Akio Noguchi. Always doing that. It's all a play with your mind. Superb stuff this from Gambre. Patience may be the key here. Maybe one move away from becoming the world youth champion. Interesting move here. Wonderful. If you're going to do it in style. Do we have it? Hear the roar from the crowd. Janja Gambre, you are the world youth champion. Congratulations. It's now time to congratulate the best youth big climber of the world. She's coming from Slovenia, Janja Gambre. To give her a prize, Mr. Marco Scolaris, president of IFSC. Dame in gospodje iz Slovenije, Janja Gambre. Priližno. Bravo, Janja, dajmo malo več navdušenja, ki ga ta dvorana premore. Janja Garnbret je doma iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu in je članica šaleškega alpskega odseka Velenje. V letu 2014 je uspelo obraniti oba naslova evropske mladinske prvakinje. V Edinburghu je najprej osvojila zlato medaljo v težavnostnem plezanju, v italijanskem Arku pa nato še svoj 4. naslov mladinske evropske prvakinje v zadnjih 2 letih med starejšimi deklicami in drugi v balvanskem plezanju. Vrhunec pa predstavlja njen nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu v Novi Kaledoniji, kjer je z izjemnim plezanjem premagala vso svetovno konkurenco in postala mladinska svetovna prvakinja v kategoriji starejših deklic v težavnosti.
Brez dvoma je Janja ena najtalentiranejših športnih plezalk na svetu in z rezultati, ki jih je dosegla, tudi zasluženo najperspektivnejša koroška športnica leta 2014. Bravo, Janja. Mi da so se že pogovarjali pred kratkim v studiu, ko te je kolega Ivo Mlakar pripeljal, in so s svojo mamo klepetali. In sem rekla, pa kako ste jo v plezanje, pa relativno pozno, koliko si bila stara? Pa to je bilo hitro, 7 let. Hitro je bilo to? Sem bila stara. A to je bilo že tisti, je rekla mama zadnji uni, ker ta deklica je plezala vse povsod. Energija taka, da ni mogla zaspati. Imam prav? Res je. Res je. Kje mama? Mama, imam prav, a ne da? Nemogoče, ni mogla zaspati, povsod je bilo polne, pa smo rekli, zdaj pa dost. Zdaj pa dost, plezat naj gre in poglejte jo danes, Janja Garnbret, prvakinja. Janja, kakšni so načrti v bližnji prihodnosti? Ja, da seveda ponovim vse letošnje uspehe, pa da jim začela lahko tekmovati v članski konkurenci, tako da upam, da bo čim boljši rezultati tudi tam. Mi verjamemo vate in ti želimo vse najboljše. Hvala. Vsem trem in vsem vam. Hvala lepa, dekleta. Ne še, še najlepši del. Kako? Ti nisem bil razrednik. Razrednik ste bili? Ja, pa pridite malo naprej. To se pa splača malo izprašati. Kaka je bila? Odlična. Samozavestna. Ja, a veste kako? Vedela, kaj hoče. Vedela je, ne? Ja. In je tudi imela kaj biti samozavestna. Sigurno. Takrat, ja. Sigurno. Ampak veliko je manjkala. Špricala pa ne. Ne, ni veliko manjkala. Ona je celo za otvoritve na svetovnem prvenstvu v Avstriji, ko je bila na otvoritvi drugi bila v šoli. Prišla v gimnazijo, bila pri pouku, pa šla na trening na poseku. Izredno voljo za vse. No, vidite. To se pozna. Razrednik Tine Maze. Ja, lahko, ja. Gospod Urnavt, zdaj še najslajša naloga. A ste opazili, bolj proti vrhu gremo brez zamere Damir, ampak same ženske. Ja, rečete, bravo punce. Bravo, odlično. Odlično punce, seveda. Fantje pa pozivam, da še malo stisnejo, da pride bližje. Dejte, če morate. Sej ne, hecam se. Zdaj pa res. Spoštovane dame in gospodje, že 10. Prvo mesto, najboljša, najjača bi rekli, koroška športnica leta 2014. Ni izgubila preveč hitrosti, 1:41:57 čas, Dominik Izin, Tina Maze prevzela vodstvo, Tina Maze ima olimpijsko medaljo, kakšen zaključek Tine Maze, Dominik Izin ostaja vodstvo. Tako se bo še nadaljevala, še druga polovica, pravzaprav že samo zadnja tretjina jo čaka tega smuka, sjajna je, sjajna. 1:12:41 umestni čas, Dominik Izin, Tina Maze pa pri zadnjem merjenju 38 sekunde spredaj. Samo da zdaj ne bi bilo kakšne napake, odlično, zdaj ne mogoče ena manjša, ampak mislim, da ni šlo po zlu nekaj stotink mogoče, dajmo
Tina, v globoki smukaški progi je, tik pred ciljem, mislim, da bo to res izjemen rezultat. Dajmo Tina Maze, še približno 5 sekund, ali bo to prevzem vodstva, ali bo to najboljši položaj v tem trenutku. Tina Maze je v cilju, izenačena! Tina Maze skupaj v vodstvu, neverjetno kakšen razplet. Prva Dominik Gizin in Tina Maze skupaj objemajo se v slovenskem in švicarskem taboru v ciljni areni. Tina Maze visoko dvignjene roke. Verjetno nikoli ne bo dovolj dolg aplavz. Korošci smo z njo postali svetovna znamka. Imamo jo neizmerno radi, čeprav jo včasih ne zastopimo. Ponosni smo na njo. Ponosni na njene uspehe, na njen pogum in njeno voljo. Talent in moč. Lepoto in nasmeh, pa tudi na črnjansko trmo. Tina Maze. Ker vemo, da danes Tine ni nocoj z nami, pa na oder prihaja mama. Najboljši slovenski alpski smučarki vseh časov Tini Maze so za leto 2014 največji športni izziv predstavljale zimske olimpijske igre v Sočiju. In priča smo bili zgodovinskemu dosežku osvojitvi 2 zlatih olimpijskih medalj v smuku in veleslalomu. V Sočiju je ob tem osvojila še 4. mesto v superkombinaciji, 5. mesto v superveleslalomu in 8. mesto v slalomu. V odstotku skupnega časa vseh 5 disciplin je to najboljši dosežek kakšne alpske smučarke na olimpijskih igrah vseh časov. Trenutno je vodilna alpska smučarka v svetovnem pokalu in 26 zmagami v svetovnem pokalu daleč najuspešnejša slovenska smučarka vseh časov. Tina Maze je v letu 2014 s svojimi uspehi na olimpijskih igrah in na tekmah svetovnega pokala po mnenju mnogih ena najboljših športnic na svetu tega časa. 5. je postala najboljša športnica Slovenije in s ponosom ji dodajemo že 10. naslov najboljše koroške športnice. A veste, kaj me pa res zanima? Vas, ne, da vas vprašam. Ste vedeli že takrat? To pa ne. To pa ne. Že kot ne? Ne, pride. Počasi. Počasi, ja. Enostavno, ne veš, se ne ciljaš na to, ne planiraš nič, ampak začeli smo kot mlada družina, radi smo imeli šport, radi smo imeli naravo. To je to, pa gre po svoje, pač samo slediti. Kako pa doživljate? Verjetno ni niti besed, s katerimi bi povedali, opisali vse te vzpone in pace, kot mama, ki jih doživljate. Ja, težko besede spraviti se skupaj. Je veselje, so tudi malo manj veseli trenutki, posebno od starši smo tam pač verjetno najbolj pomembni, da pač znaš tudi tistih težkih cajtih kaj pomagati. Vse je, no, lepo in manj lepo, ampak v končni fazi, ko črto potegneš, so res take stvari, ko smo zdaj gledali olimpijada. Kjer ste bili? Ja, smo bili, sicer ne na smuku, ampak na veleslalomu. Ja, ampak res, to so taki trenutki, da si jih zapomneš. Si jih zazmeri. Kaj si želite za Tino?
Jaz si vedno rečem, da naj naredi to, kar si želi, in da ne ostane zdrava in da ne bo srečna, glih karkoli počne. Karkoli. Ja. Pa še sam to, preden prisluhnemo pogovoru kolega Marka Vrečiča s Tino, ko pride domov, kaj vam reče, kaj skuhajte? Mama, skuhi mi rpičev župo, reče, kaj ne? Ne, ropiče župe ne, ampak jaz vem, zdaj je to že taka rutina, da je pa goveja župa, na jedilniku. A vi če rečete čista župa, govej? Ne, to pol mežici, ok. Mežica? A ja, ne vem. Zanimivo. Gremo od juhe, torej k pogovoru. Marko Vrečič je poklical Tino Maze v Beaver Creek. Tina Maze je že 10-tici osvojila naslov koroškega športnika, športnice leta. Čestitam. Kaj ti pomeni priznanje domačega okolja? Mislim, da je to najlepše, ker ljudje tam me najbolj poznajo in so me videli odraščati ven prej kot marsikdo drug, tako da mi pomeni to veliko, sploh pa ta doba 10 let se mi zdi ena izjemna stvar. Sezono si začela silovito, potem te je nekoliko ustavilo zdravje. Kakšno je zdaj tvoje počutje in kakšna so pričakovanja ter seveda cilji na svetovnem prvenstvu v Ameriki? Ja, res je, zdaj je bilo kar malo. Ni bilo ne vem kakih rezultatov, sam kljub temu smučanje na visokem nivoju in malo več sreče pa malo več zdravja, mislim, da bo šlo spet dobro naprej. Zdaj smo tu v Beaver Creeku, kjer je svetovno prvenstvo, sneg je super, mislim, da bo lepe tekme in upam, da bo to moje dobro svetovno prvenstvo. Prav gotovo si prihranila tudi nekaj moči za zadnji del sezone v svetovnem pokalu. Ja, s tem ni nobenih težav. Zdaj v tem času sem bila res, po moje že 15 let nisem bila tako bolana, vročine se ne spomnim, kdaj sem jo imela nazadnje. Me je kar vrglo in ne moreš kaj, zdravje pač te upozori, da rabi telo počitek in si ga je treba vzeti. Mislim pa, da za nadaljevanje sezone ne bo večjih težav. Tina, še sporočilo mladim športnim upom, ki so danes zbrani v tej dvorani in želijo iti po poteh vrhunskega športa. Jaz mislim, da tisti, ki si to bojo dovolj želeli, bojo prišli na vrh. Je potrebnega veliko talenta in tudi veliko sreče pri tem, ampak tisti, ki imajo željo, bojo našli pot do vrha, tako da zaupati sebi maksimalno in svojim željam in jim želim vse najboljše in čim več sreče pri tem. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam in lepo se imejte. Hvala lepa, gospod Urnavt. Srečno. Adi. Tako, vse se je začelo že daleč nazaj, s človekovimi prvimi koraki. In se bo nadaljevalo še daleč naprej, ko nas že dolgo ne bo več. Zato uživajmo ta trenutek in kar nam ponuja. Spoštovane dame in gospodje, športniki in športnice, hvala za vaš obisk, hvala za podporo slednjim in bodite dobre volje. Tudi to šteje. Hvala lepa vsem sponzorjem in organizatorjem tega dogodka. Nič. Povabljeni na pogostitev, srečno vožnjo domov, lepo se imejte in za konec Tina Turner na tem odru in Adriana Kamnik. Lepo se imejte in srečno! Call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wide and wide. You come to me, give me everything I need. Give me a life down promises and world dreams. Speak a language of love like you know what it means.
can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best.